sem Jaz sem razumela tako, da so se vsi vse so šle na restorano. Mimo izbora, so kao pustili selekcijo, tako je bilo napisano. Ampak potem so določili. Spoštovani, kakšna tišina. Dober večer, pozdravljeni v Menačankovi domačiji. Me veseli, da vas sneg ni prestrašil in napodil, da ste prišli v tako velikem številu. A me slišite tam zadaj? Super. A še stopijo malo bolj naprej, da ne boste tako stisnjeni? Skratka, vsako leto me presenečate, dragi ustvarjalci in ustvarjalke iz Domžal in okolice, pa tudi drugi obiskovalci, ki v bistvu spodbujate, podpirate naš projekt in sicer prav je, da se skupaj posvetimo tudi skupinskim temam, skupinskim razstavam in vsako leto je vaše sodelovanje toliko bolj pomembno in večje. In letošnja tema, torej že 7. likovni natečaj po vrsti, letošnja tema pa je posvečena kulturni dediščini, namreč leto 2018, ste najbrž že v medijih slišali, posvečamo torej kulturni dediščini. In naša želja je bila, da se ustvarjajo motivi, torej zapisali smo v razpisu, da slikajo ustvarjalci torej nepremično kulturno dediščino in sicer v Domžalah in okolici. Ampak seveda potem, ko bomo to statistično obdelali, boste videli, da smo malo v bistvu razširili obseg motivov in tudi sprejeli slike izven občine Domžale. Preden pa nadaljujem, imam pa eno veliko zadrego in mi je zelo, zelo nerodno zdaj tole predvsem povedati, ker je pač to moja napaka. Namreč 3 slike niso razstavljene, ampak ne zato, da ne bi bile upoštevane v velikem natečaju, ampak preprosto so na drugi lokaciji in jo nismo umestili na razstavo, kar pa seveda bomo popravili, tako da jaz se opravičujem tem 3 ustvarjalkam, takoj jutri zjutraj bodo te 3 slike tudi dodane tukaj na skupni razstavi. Tako, in sicer prav je, da opišemo, najprej naštejemo dela, ki so se, oziroma prijav je bilo veliko več, ampak dela so pa prinesli naslednji na ta likovni natečaj, ki smo jih tudi potem ocenjevali. In sicer po abecedi jih bom naštela. Breda Cerar, Štefan Cerar, Nuša Čučnik, Angela Dovžan, Irena Gorenc, Joži Anžin, se opravičujem, še to sem pozabila, Vanda Grilc, Tončka Gril, Vlasta Janžekovič, Netka Jarc, Mira Jarc, Anica Karo, Franc Kerč, Matijas Klauser, Dušan Klopčič, Jernej Kos, Brigita Leskovar, Marjeta Likar, Nuša Lojen, Binca Lomšek, Jelka Ela Moravec, Brane Murko, Irena Osolnik, Antonija Tonka Pacek, Iva Petek, Ciril Porenta, Ana Rajar, Ida Rebula, Nevenka Semeja, Nuša Slatnar, Danica Smrdel, Veronika Strašek, Mijomira Šegina, Marija Šešet, Dragica Šetina, Maruša Štepec, Marjana Tavčar, Nejka Terglav, Joži Tomšič, Silvester Zdovc, Tatjana Žmavc. Torej, sem jih kar veliko naštela. Torej, 41 del je torej bilo vključenih v ta razpis, prijav je bilo pa več. Skratka, nekaj sem že omenila, kaj v bistvu je bil v razpisu naš pogoj. V bistvu smo upoštevali pri vseh teh ocenjevanjih oziroma teh delih. Prvo je bila avtorska izvirnost oziroma izvirnost avtorja, drugo je bila tehnika in tretja izvirnost motiva. V strokovni komisiji so pa sodelovali 3 člani, sicer Roman Kos, Janez Praprotnik in Lučka Berlot. Naloga je bila težka, precej.
Težko je ta strokovna komisija tudi se lotila, torej na kakšen način bi našli ta pravi način, da bi bili vsi enakomerno ocenjeni. Tako da komisija, jaz sem pač tudi bila prisotna, komisija se je odločila, da bodo najprej naredili predizbor in iz tega predizbora so tudi izbrali glavne nagrade in tudi priznanja. Torej v tem ožjem izboru so vsi ustvarjalci, ki bodo prejeli priznanja. Ne smemo tudi pozabiti sponzorje tega likovnega natečaja. Že kar več let sodeluje z nami, in sicer Art trgovina iz Ljubljane. In ta trgovina v bistvu nas podpira na ta način, da je pripravila tudi nekaj denarnih nagrad, to pomeni v obliki bonov, tako da tistih prvih 5 mest, ki jih je komisija določila za 5 tisti, ki so prejeli največ točk, bodo prejeli tudi bone v trgovini, tako da boste lahko zapravljali v trgovini. Tako, mogoče še mečkano o tem sem rekla, da sem pač nekaj statističnih podatkov pripravila, ker je zelo zanimivo, kakšne motive ste se izbirali. Imeli ste široko paleto motivov in kot en tak namig oziroma naša želja je bila, da se vsi ustvarjalci tudi poglobijo in grejo v elektronski brskalnik oziroma bazo podatkov, kjer so po občinah zapisane vse enote likovne dediščine oziroma nepremične kulturne dediščine. Seveda to ni bil pogoj, da se te motivi nujno upodobijo, ampak lahko je tudi bil kakšen detajl ali pa tudi, skratka ni bilo tako to pogoj, ampak lahko ste se odločili tudi za druge motive. In kar bi želela še povedati je to, da ste mnogi ustvarjalci, ki ste sodelovali na tem likovnem natečaju, tudi včlanjeni v različna kulturna likovna društva in da jih ne štejem. In sicer imamo ta likovna društva iz Domžal, Krašnje, Lukovice, Mengša, Radomlje in Trzin. In kar se še tiče statističnih podatkov, da ste se največkrat odločili za motiv Krumperka, našega gradu, in potem starih hiš, domačij v Domžalah in okolici. Nekateri ste se odločili tudi za obeležitev Plečnikovih del v Domžalah in tudi nekateri za slamnikarsko dediščino. Imamo pa tudi nekaj motivov, zgradb, ki pa niso več, ne stojijo več, oziroma so podrte, to je recimo Sokolski dom v Domžalah. Vse ostali kulturna dediščina oziroma nepremična kulturna dediščina, ki ste jo slikali, pa še obstaja, mogoče nekatere v slabšem stanju, nekatere v boljšem stanju, nekatere v procesu ohranitve. Skratka, prav je, da se z njimi posvetimo tudi temu, kako se zavedati oziroma prikazati našo lokalno kulturno dediščino, jo ohranjati in upam, da ne samo v spominu. Tako, jaz mislim, da je čas, da pričnemo z našimi podelitvami. In sicer, začela bom s priznanji. Jaz vabim, da imena, ki jih pokličem, stopite k meni in boste prijeli priznanja. In sedaj kličem imena, ki grejo po abecedi. Tako. Prosim za gospo Angelo Dovžan, če je tukaj med nami. Angela Dovžan, torej prejme priznanje, tako da čestitam, pošljite ji še v našem imenu, predvsem želje za ozdravitvi. Hvala lepa. Iva Petek. Čestitam tudi vam, gospa Iva Petek.
Se lahko Ja, stavite. saj bo. Ana Rajer. Ana Rajer je ni, v redu, bomo po pošti poslali. Ampak vseeno aplavz, ne? Nuša Slatner. Čestitam. Marija Šešet, upam, da sem prav prebrala. Aha. Čestitam. Zahvala za sodelovanje. Dragica Šetina. Maruša Štepec. Tatjana Žmavc. Čestitam. Hvala. Tako. Imamo prostorske stiske. No, zdaj pa še ta drugi del, ko bomo tudi podelili, naš sponzor Art Trgovina podeljuje nagrade. Vsak od teh 5 nagrad prejme enako vrednost bona, to je 30 evrov. In gremo pa kar iz zadnjega konca, torej 5. mesto, 5. nagrado podeljujemo Jerneju Kosu. Izvolite. Hvala. Četrto nagrado prejme Branko Muko. Čestitam. Trito nagrado prejme Štefan Cerar. Kar aplavz, ja? Gospod Štefan me je pa danes poklical, da se žal ne more udeležiti zaradi bolezni in se pravi zahvaljuje, da je zelo počaščen, da je dobil to nagrado in jo bo dobil po pošti. Drugo mesto, Cirli Porenta. Čestitke za nagrado. Izvolite. In sedaj smo pri prvem mestu in sicer prvo nagrado, torej delo, ki je prejelo največ točk od strani komisije, prejme avtorica, ki bo poleg te nagrade dobila tudi priložnost, da se v novi sezoni, torej drugo leto, predstavi s samostojno razstavo. In sicer med nas vabim Nušo Lojen. Bravo, bravo. Hvala. Še nekaj imamo za vas? Hvala. Skriva se tam. Torej, za žensko predstavnico, torej nagrajenko, se spodobi tudi lep šopek. Torej, še enkrat čestitke. Ja, najlepša hvala. Več del imam pač za opraviti, tako da se opravičujem za tele motnje. Seveda, ne smem pozabiti tudi povedati, da je razstava odprta do 27.3. Tako da vabljeni, da si morda še v miru pogledate razstavljene slike, ki so vsekakor lep doprinos, slikarski, lokalni doprinos k ohranitvi kulturne dediščine domžalske in okoliške. Pa seveda, da ne pozabim,
Tudi to napako bomo popravili, tako da bo jutri bodo slike še tri manjkajoče postavljene. Skratka, še nekaj bi za vse avtorje povedala, namreč vsa ta dela lahko tudi vzamete po končani razstavi torej s seboj, tako da vas vabim, da to opravite torej zadnji dan, 27. marca, popoldne od 5 do 7 in potem naslednji dan, 28. marca, od 10 do 12. Tako, jaz se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali, vsem avtorjem, ki sem jih naštela in tudi tisti mogoče, ki ste se prijavili, pa niste uspeli naslikati, konec konca vse imeli ste zelo kratek čas, tako da res pohvale, da vam je to uspelo. Zahvala torej vsem, pa zahvala tudi sponzorju, torej Art trgovini, ki je že vsa ta leta sodeluje, pa tudi vsem ostalim obiskovalcem, ki ste prišli, pa podprli vso zadevo in seveda še nismo končali, vse se še nadaljuje zgoraj na podstrešju, vas čaka še pokostitev, za katero pa tudi ne smemo pozabiti omeniti sponzore, sicer Vinska klet Vidmar je prispevala kozarček vina, da bomo lahko nazdravili vsem tem nagradam in vsem tem naporom, ki ste jih vložili v ta razpis oziroma natečaj. Tako, jaz upam, da nisem pozabila kaj povedati, razen to še, da prosim vse avtorje, torej čisto vse, ki ste danes sem prišli, da naredimo eno skupno fotografijo. Dogovorjeno? Redo. Hvala lepa, prosim, dajte vi fotografijo. Se bojo postavili. Torej, mi bomo slikali na stopnicah, vi se pa postavite tamle v ključ. Kjera misliš, da Še mačkom bolj. Bolj kaj? Še?